Da je slovenska medicina kakovostna, vemo. To nam priznavajo tudi v tujini. Pa vendar je vsem, ki delujejo oziroma delujete v zdravstvu, jasno, da tako resni, dolgotrajajoči, poglobljeni problemi, ki spremljajo delo v stroki, na kliniki, pa tudi na ravni raziskovanja, na ravni akademskega dela, ne morejo biti nekaj dobrega, niso pravi obet za razvoj v prihodnosti. Kaj storiti, da bi omogočili res pravi razvoj slovenske medicine, tak, kakršnega si želi vsak Slovenec takrat, posebej takrat, kadar zboli? Skratka, mi menimo, da bi na tem področju seveda morali verjetno iskati zglede v državah, ki so pravzaprav uspele na tej ravni klinične, terciarne medicine nekako najboljše zagotoviti svojim prebivalcem res vrhunsko medicino v najširšem smislu. To pomeni kar največjemu številu ljudi, ki so znotraj njihovih sistemov zavarovani. No in v tem delu sveta, torej predvsem zahodno in severno od nas, pa tudi v nekaterih državah vzhodno, se pravzaprav jasno prepoznava pomen teh, bi rekel, referenčnih inštitucij, v katerih se izvajajo res napredne stvari. Seveda, racionalno je, da to ni v vsaki bolnišnici, da se te stvari koncentrirajo pač za določeno število ljudi, neko kritično število posegov. In za državo, kot je Slovenija, seveda nekako lahko ugotovimo, da pravzaprav delež terciarne medicine, ki se izvaja v trenutno dveh tako imenovanih kliničnih, univerzitetnih kliničnih centrih, ni tisti zadosten. Še posebej zato, ker se tako v Ljubljani kot v Mariboru to nekako preveč meša, ali pa bi rekel, je zelo zreducirano zaradi pritiska bolnikov, ki potrebujejo tako imenovano sekundarno specialistično raven zdravstvene dejavnosti. Torej, terciarna, ta univerzitetna klinična medicina predstavlja vedno manjši delež oziroma se zmanjšuje. Če rečem, v svoji poklicni dobi, v začetku 90-ih let je to v kliničnem centru predstavljalo okrog 30% dejavnosti. Danes so nas reducirali na recimo 12-13%, na nekaterih klinikah še manj. Tukaj gre seveda tudi za odsotnost nekega stabilnega pogleda na to. Ni jasno, da svojo dejavnost po najboljši moči in spremljanju vrhunske medicine, učenju, tudi pri kolegih v tujini, seveda skušamo prenašati, prevajati v slovensko okolje, ampak smo bolj in bolj pri tem omejeni. No in seveda sodimo, da glede na to, da konec koncev tudi status teh inštitucij, ki so praviloma univerzitetne, akademske, to pomeni, je prepletenost visokošolskega oziroma univerzitetnega študija in klinične medicine, vsakdanja prekrivanja so praktično popolna, da je treba ta status postaviti na novo, skladno z tem, kar smo v 30 letih pravzaprav zamudili. Nenazadnje ne smemo pozabiti, da je bil zakon o zdravstveni dejavnosti v Sloveniji sprejet leta 1992, potem je bil pa zgolj nekajkrat dopolnjevan z, če ne gre drugače, celo zakonom o univerzitetnem medicinskem centru, ki bi lahko predstavljal, bi rekel, vrh medicinske stroke za celotno državo. Nenazadnje v Sloveniji imamo 2 milijona ljudi in to ne pomeni nek dodaten ali pa elitizem nove sorte, pa da bo potem šlo za tekmovanje, katera regija pa to potrebuje ali pa ne potrebuje. V resnici pri tej pobudi ne gre za nobeno determiniranost, to je lahko kjerkoli, če hočete tudi v Kočevju. Participirajo lahko najboljši strokovnjaki iz celotne Slovenije, ampak seveda menimo, da je razumno, da v tem trenutku razmišljamo o enem takem centru.
In učinkovitost takšnega modela, takšne ureditve potrjujejo primeri številnih razvitih držav po svetu. Lahko morda okvirno predstavite, kakšna je to vrstna praksa drugod? Ja, kot že omenjeno, v tistem delu sveta, ki mu rečemo zahodni ali recimo razviti svet, dobro, obstajajo različna merila, kaj je to razviti svet, so taki centri dejansko nekako obarvani z neko dobro kombinacijo klinične medicine, ki predstavlja recimo 50-60%, ostalo pa na parte sequales raziskovanje in pedagoška dejavnost. Nenazadnje že danes mi velik del slovenskih študentov in specializantov učimo, vendar je to nekako kot za zraven ali pa nima neke zelo dobre opredelitve v ne pogodbi o delu, če hočete, pa tudi ne vrednotenju strani plačnika. Skratka, želeli bi si to dobro opredelitev, ker potem bi seveda imeli manj težav pri rekrutiranju novih sodelavcev za to dejavnost. Ne želimo, da je to tudi vnaprej zgolj in le hobi, ker seveda tudi zahteve po performansu ne more biti podobne. No in seveda v tem smislu si želimo pravzaprav postati bolj tekmovalni tudi z inštitucijami iz tujine. Mi imamo veliko povezav, torej smo tudi na marsikaterem področju kot posamezniki cenjeni, ampak mislimo si, da bi morali več narediti na tej korporativni prepoznavnosti slovenske medicine. In navsezadnje bi verjetno oziroma skoraj zagotovo tako preprečili tudi odhajanje mladih perspektivnih raziskovalcev v tujino. To je seveda eden od ciljev, torej če omogočiš neke dobre pogoje za delo v lastni državi, potem najmanj, kar je, lahko pričakuješ, da se bojo tisti, ki so se šli učiti tega v tujino, kar nenazadnje je koristno, vrnili nazaj in seveda te izkušnje dali na bi rekel, oltar domovine, če hočete, slikovit prikaz. Ne samo zato, da se bojo naši mladi vračali. Nenazadnje pretok znanosti, stroke je v razvitem svetu nekaj vsakdanjega. Slovenci smo sorazmerno malo mobilni, tako da delež tistih, ki res odidejo za to, morda ni tako velik, kot bi bil, če bi živeli v manj privlačni državi. Ampak gre za to, da želimo privabiti konec koncev tudi tujce. Zakaj pa ne bi vrhunski tujci, ki imajo ideje, ki imajo voljo, ki imajo pravzaprav načine, kako pravzaprav v tem svetu biomedicinske znanosti, ki je konec koncev krut, dobro preživeti in pravzaprav delati prebojne stvari. Namreč pri nas se tako zdravstvo samo po sebi, kot tudi znanost razume za porabnika, torej nekaj ne bodi ga treba, zakaj bi pa te stroške imeli, a ne? Naj vendar ti ljudje nekaj delajo, kot se reče, ali proizvajajo. To je tisto, kar pravzaprav bi si želeli to miselnost spremeniti. Torej, zdravstvo že zdaleč ali pa že dolgo časa v zahodni civilizaciji ni, pa tudi vzhodni, ni razumljeno kot strošek, ampak kot investicija. In znanost spet ne kot nek nepotreben porabnik akademikov, pač pa kot investicija v seveda prebojne projekte in nenazadnje razcvet družbe, če hočete. Kaj torej predlagate kot optimalno rešitev za medicinsko znanost in kakšni so odzivi na vašo pobudo? Ja, seveda v osnovi si želimo najprej, da bi bili ti naši pogledi slišani, v drugem koraku razumljeni in v tretjem koraku prepoznani kot priložnost. Ne le kot priložnost, ampak verjetno bolj kot nuja. Torej, če želimo v starajoči se družbi ostati dolgoživi, seveda potrebujemo trdno zdravstvo
In kot rečeno, mi menimo, da imamo tudi celo razvojne priložnosti. Ne. Bilo je povedano na današnji tiskovni konferenci že, da je to del, ki bi pripomogel k bolj zeleni družbi v Sloveniji, k bolj digitalizirani družbi konec koncev. In to je priložnost. In šele potem pride konkretizacija in tukaj smo pač podali nekaj rešitev, to pomeni formalna, zakonska, legalna opredelitev terciarne medicine, da ne bo to več, kako bi človek rekel, da bi se moral počutiti krivega, ker to počne ali pa o tem razmišlja, da to ne bi bil zgolj hobi, ampak seveda trdo delo v sodelovanju z mnogimi drugimi strokami, recimo na Zahodu poznajo medicinske univerze, razvojne kampuse. In seveda čisto konkretno dajemo predloge, recimo, če bi se odločili za neko tako pot, ljudje, nazadnje prek politike, ki ljudi zastopa, da se seveda ne investira zgolj in le v sanacijo nekih zadev, ki so pasé, torej to je samo po sebi umevno, dober gospodar mora za svojo hišo ali kolibo skrbeti, pač pa da bi investirali nekaj res modernega. Nenazadnje imamo tudi zglede, recimo klinični oddelek za hematologijo je vesoljska ladja, je super stvar, ampak to se je lahko zgodilo po dolgih letih moledovanja in uporabljanja najrazličnejših trikov in zvijač, kako pokazati, kako hudo je za te bolnike. In potem, nenadoma, ko je bilo to odobreno, se odprl nov svet in želimo si, da bi bilo takih svetov več, oziroma da bi lahko na celotni medicini, da smo to sposobni, smo dokazali v zadnjih desetletjih, si upam trditi. Konec koncev v Sloveniji za 1 evro dobiš največ zdravja. Pač poskusili neko novo pot. Da pa bi tovrstni razvoj lahko dosegli na vseh ravneh, zagotovo ne bo kot v primeru kliničnega oddelka za hematologijo in pri zbiranju sredstev za pomoč pri uvajanju novih tehnologij, novih metod zdravljenja. Ne bodo pač akcije, v katerih bodo ljudje prispevali denar, ampak zagotovo mora priti do premika v glavah odločevalcev, ki bodo končno vendarle razumeli, da vsaka naložba v zdravje, v zdravstvo in v razvoj na tem področju pomeni dobesedno naložbo in ne strošek. Nekaj, kar je dobro za vsakogar, ki potrebuje pomoč pri iskanju izgubljenega zdravja. Ja, vsekakor, mi smo prepričani, da bi potrebno urediti neko sistemsko platformo, ki bo boljše vrednotila te dosežke. Vsakomur je jasno, ki gre malo pogledati številke, to je na internetu dostopno v različnih publikacijah, da seveda absolutno količina denarja, ki ga namenjamo zdravstvu v Sloveniji, je daleč od tistega, kar investirajo v razvitem svetu. To pri nas gre v glavnem na račun drugače vrednotene človeške sile, ali če hočete delovne sile, ampak ni to tema danes. Torej, zato, da bi lahko vzdrževali neko raven za vse, torej, če želimo biti solidarni in pravični, pošteni in enakopravni v sistemu, kar so neke temeljne vrednote in hvala Bogu, da jih uspevamo vendarle nekako z muko živeti, da bo treba pač prepoznati, da teh 8 plus nekaj malega odstotkov GDP-ja ni dovolj. Tudi vsi milijoni, ki se omenjajo, da seveda poniknejo v razne smeri, marsikoga, ki je prisesan na ta sistem, ne odtehtajo tega, kar manjka. Jaz seveda sem prvi v liniji, da se te stvari uredijo in da se pravzaprav stopi temu na prste, ampak
tudi če bi to naredili, danes zjutraj ne bi bilo dovolj sredstev za to, kar pravzaprav ljudje potrebujejo. In potem seveda nenehne sanacije v zdravstvu, veste, to kar precej utruje tudi ljudi, ki imajo veliko nekega pogona intrinzičnega, da bi v poklicu nekaj dosegli. Najmanj, kar je, mnogi postanejo apatični, pa se pravzaprav niti ne izpostavljajo ali pa borijo za nekaj več, ampak zapadejo v neko dnevno rutino. To ni dobro, zlasti ne v kliničnih centrih. Torej, če narediva si že povedanega, zagotovo ne kaže obupati, ne glede na danosti, ki smo jim priča, ampak si je treba prizadevati za nenehni razvoj, tudi na akademski ravni. Ja, poglejte, to seveda, to sem že omenil, seveda ne gre za neko, po slovensko lepo beseda, jamranje ali obupavanje. To je nek zrel pogled, ocena, kje smo in kje bomo. Je nek konec koncev opis stanja in seveda ponuja izbire. Mi se bomo vsak posebej in vsi skupaj seveda borili za to, da iz tistega danega, kar trenutno imamo, izvlečemo najboljše. Ampak seveda te občutke o tem, koliko smo pa zadovoljni z pravzaprav izplenom iz možnega, pa je odvisno pravzaprav od neke širše družbe. Torej, mi nekako ne delujemo kot razvajeni otroci, ki bi želeli seveda najboljše igrače takoj in zdaj, ampak kar nekaj časa je že, kar pravzaprav to svojo željo izražamo in nekako si upamo reči, da konec koncev s tem, koliko smo pridni, se morda tudi zaslužimo. Je pa seveda to odvisno od odločevalcev v tej državi. Torej, mi lahko opozarjamo, delamo načrte, smo pripravljeni pri tem sodelovati, če nas bo kdo hotel poslušati, seveda. Vkolikor pa ne, pa seveda naj še enkrat povem, vse te pobude niso osebno naravnane. Torej, če v tem trenutku začnemo graditi Nacionalni univerzitetni medicinski center, bomo vsi, ki smo danes za mizo sedeli, ko bo dograjen, že zdavnaj v neki drugi družbeni vlogi. Tako da gre za prihodnost, seveda mogoče deloma tudi za koga izmed nas v starosti, če jo bomo doživeli, ampak v resnici gre za Slovenijo.